Zdaj pa nekaj malega o današnji predavateljici. Andreji Kopač je publicistka, je dramaturginja, urednica in profesorica na področju sodobnih scenskih umetnosti. Leta 2016 je doktorirala na programu Sociologija kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom dr. Rastka Močnika na temo teorije performansa. Verjetno bomo en del danes tudi slišali iz doktorske naloge. Kot publicistka objavlja torej v Delu, v Maski in Rasti. Je nekdanja odgovorna urednica revije Maska, delovala je tam kot urednica med leti 2017 in 2018. V zadnjem času največ deluje kot dramaturginja in pedagoginja. Je gostujoča mentorica na Salzburški akademiji eksperimentalnih plesnih umetnosti SID, poučuje na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana in na Akademiji za ples. V letu 2017 je prejela nagrado Ksenije Hribar za pedagoško in mentorsko delo. Nocoj bomo poslušali predavanje z naslovom Divji predlog vektorske strukture pogleda. Izvoli. Hvala, Alja. Najprej hvala za povabilo strani Alje in Pije in za to, da sta ponovno zagnali Maskin seminar in seveda lep pozdrav. No, to se pravi, danes o tej intimnem vzdušju bom, to, ko si Žalja rekla, skušala predstaviti nek predlog, ki je divji, ravno zaradi tega, ker je neznanstven, nedokazan, ker izhaja iz nekega premisleka, razmisleka, neke divje misli, ki se mi je podila v bistvu v glavi že nekaj časa in sicer kako na nek, bom rekla, čisto drugačen način povezati teorijo in prakso. Seveda sem s tem zastavkom mogla najprej biti do nečesa kritična in sicer začela bom s kritiko performansa, z vpisom dogodka in gledalca ponovno v strukturo in potem, tukaj sem že malo prepravila, da se potem ne opotekam tukaj pred tablo, v bistvu podati nek vektorsko strukturo pogleda in ravno v tem je stvar cela divja, zaradi tega, ker v bistvu je to nek moj izmislek in sem se s tem zelo veliko ukvarjala in še sebe zelo težko artikulirala, zaradi tega bo večinoma predavanje oziroma to, kar bom prebrala. Ponavadi rajši govorim, ampak to, kar bom prebrala, da ne bom v bistvu preveč gor in dol skakala in se zgubljala vmes. To se pravi, zakaj zdaj vektorji? Ravno zaradi tega, ker bi vektor na nek način kot neka usmerjena količina jo lahko primerjam z mnenjem gledalca oziroma z neko stopnjo izjave. To se pravi, da ima neko kategorijo, neko energijo, neko količino, ki je usmerjena in seveda pri sodobnih scenskih umetnosti je v bistvu ta vedno mora biti nek dogodek. In potem naslednja stopnja divjosti je pa to, ker zaradi tega, da lahko specifično razlikovalnost tukaj potegnem, sem mogla gledalca na področju sodobnih scenskih umetnosti razlikovati od gledalca športa. O tem bom govorila prvič, mogoče tudi zadnjič, ampak ne, sem to sprejela, to povabilo kot z neko stopnjo tveganja, da predstavim ta predlog na tak nek svojevrsten način. No, bom kar začela. To se pravi, na začetku dva citata in sicer What is the nature of an experimental action? It's simply an action, the outcome of which it's not foreseen. Se pravi, ne moremo predvidevati. Vsak dogodek neko stopnjo nepredvidljivosti. In drugi citat, Rastka Močnika, subjekt vznikne, ko se vpiše pod isti dvojno vpisani označevalec, ki je zmerom element in hkrati množica, ki določa strukturo in samega sebe v njej, ki je označevalec in označevalec označevalca. To pomeni, da razmerje v bistvu jemljem malo bolj kompleksno, ravno zaradi tega sem šla v neko malo drugačno smer. To se pravi, zakaj je ta predlog divji? Zato, ker gre za spoj praktičnih spoznanj in teoretičnih nastavkov za sprotno izgrajevanje smeri interpretacije, v osišče katerega postavljam relacijsko razmerje med izvajalcem, performerjem, plesalcem in gledalcem, pri čemer izhajam iz perspektive slednjega. Gre za specifičen komunikacijski proces, torej za situacijo gledanja, ki poteka krožno in v ozadju, katerega vselej stoji določeno gibanje zunaj diskurzivnih struktur. Marksovo razumevanje blagovnega fetišizma opredeljuje, da je vedno na delu tu nek nujni videz kot konstitutivna iluzija, ki uravnava delovanje akterjev v teh procesih v smislu tega ne vedo, toda to delajo.
V središču obravnave je tako model komunikacijskega dejanja, ki ima na eni strani pošiljatelja in na drugi prejemnika, ob čemer gre za preiskovanje relacijskega razmerja, izbira perspektive katerega bistveno zaznamuje vsebino in interpretacijo opazovanega fenomena, ki je velikokrat brez opore ali z nepopolno oporo v spekulativnem gradivu. Tako se bom v predavanju osredotočila torej na tega preiskovanja razmerja oziroma krogotoka med izvajalcem in gledalcem, ki sta vedno dve konkretni entiteti v komunikacijskem procesu. Sfera umetnosti namreč ni avtonomno polje, temveč heterogeno mesto kulturnih, političnih in ekonomskih silnic, interpretacija katerih je vselej pogojena s specifičnim mestom pogleda. Kljub temu se lahko pri teh uvodnih mislih na nek način oprem na Bourdieujev koncept habitusa, ki skuša preseči načelne omejitve zunanjih razlag sfere umetnosti z upoštevanjem hipoteze o homologiji med prostorom del in med prostorom pozicij v polju kulturne produkcije. Opala. In če gremo tukaj naprej, pravi takole, da v bistvu v skladu z logiko odklanjanja kompromisov z institucijo se je tako Bourdieu odločil za pojem habitusa, za aristotelovsko-tomistični koncept, ki ga je premislil na novo, kar se kaže na način, na katerega se lotevam premisleka o performativnem, ki ga postavljam v lingvistični kontekst in izpeljujem v prakso. Ob tem skušam izpeljati nekaj, kar se mi ves čas izmika, predvsem razliko med teoretičnim pogledom in vključevanjem Bourdieuevega koncepta, Bourdieuevega pogleda na habitus, kot proizvod vključitve objektivne nujnosti, ki proizvaja strategije, ki so objektivno prilagojene situaciji, če tudi niso proizvod zavestnega prizadevanja za cilje, eksplicitno postavljene na temelju spoznanja, ustreznega objektivnim okoliščinam, niso pa tudi proizvod mehanične vzročne določitve. To se pravi, da že Aristotel je v bistvu predvideval, da je tisti, ki na koncu procesa drži ključ komunikacije naslovnik, kar opredeljujem kot zlitje komunikacijskega procesa v naslovniku, medtem ko je svojim temeljnima deloma, poetiko in retoriko seveda, začrtal osnove uprizoritvenih umetnosti kot heterogenega polja, v zvezi s čemer se lahko ponovno strinjam z Bourdieujem, ki pravi, javnega mnenja ni. Če hočemo tot naprej opredeliti načine artikulacije teh heterogenih praks, heterogenih pogledov, si dovoljujemo, da lahko medsebojno primerjamo na videz oddaljene kategorije glede na obliko spektakla v začetku 20. stoletja, kot na primer množičnega športa kot olimpijske discipline na eni strani in nastanka sodobnega plesa kot specifičnega odvoda v zgodovini sodobnih scenskih umetnosti, ki temelji na ontološkem razlikovanju od baleta kot reprezentacije institucije moči. Določeno gibanje tako lahko kot metodologija pogleda beremo dvojno, kot individualni tok dogodka oziroma predstave ali kakor širši proces vpisovanja določenega označevalca v kanon polja sodobnih scenskih umetnosti. Kot skupnega označevalca za polje sodobnega plesa, performansa in gledališča. No, zdaj Bourdieu tukaj opredeljuje vpeljavo praktičnega čuta. In ga citiram takole, pogoji za racionalno izbiro niso nikoli dani v praksi in vendar agenti veliko pogosteje, kakor če bi ravnali po naključju, naredijo točno tisto, kar je treba narediti, ker so prepuščeni intuiciji praktičnega čuta, ki je proizvod tega, da so dolgo živeli v okoliščinah podobnih tem, v katerih so se znašli, anticipirajo nujnost. To se pravi, da neke te eksperimentalne prakse oziroma jemljem kot pojmujem kot niz dogodkov diskurzivne diskontinuitete, kot zarezo, ki v določenih zgodovinskih okoliščinah povzroči drugačen tok komunikacije oziroma spodbudi drugačen način gledanja strani naslovnika, pri čemer je predikat eksperimentalno vedno podan za nazaj. Ravno s tem imam probleme tudi pri opredelitvi performativnega. Zato je ta proces poimenovanja vedno problematičen, saj je glede na izjavo vedno ideološki. Vodilo mi je tako premislek glede opisovanja ideološkega pomena v polje eksperimentalnih praks na področju scenskih umetnosti, ki se pojavijo na začetku 20. stoletja s historičnimi avantgardami, medtem ko je diskurzivna formacija v 60. letih 20. stoletja dobila ustreznico v poimenovanju performance. Gre za izraz, ki je prešel splošno rabo iz polja lingvistike
izpeljava iz besede performativ, vendar je njegova uporaba v polju sodobnih scenskih umetnosti še vedno problematična, saj je na nek način postala naturalizirana, reificirana, vseobsegajoča in arbitrarna. Ravno zaradi tega ta žanr jemljem kot diskurzivno in ne kot uprizoritveno kategorijo. To se pravi, da je izhodišče predavanja premislek o vlogi performansa, ki se kot sestavljena cut-up umetniška forma, kot križanic različnih žanrov, vzpostavi šele s svojim poimenovanjem, hkrati pa ves čas drsi v okvire raztegljive in prilagodljive uprizoritvene kategorije, ki ustreza neoliberalističnemu diskurzu in se skozi premiso eksperimentalnega formira in uveljavi. Ravno zaradi tega je treba zadeve brati dvojno, hkrati kot objekt in subjekt lastne dejavnosti, označevalec in označenec, obče in partikularno, del in celota, kot področje, v katerem se meje med tekstom in kontekstom zabrisujejo, medtem ko se postopek poimenovanja za nazaj razliva čez celotno označevalsko polje. Zdaj, če grem naprej tukaj, bi pa rekla takole, da ima performance prevladujoč in svojvrsten značaj, ki je v tem, da lahko še vedno ne pomeni popolnoma nič, za umetnika predstavlja možnost, da dela brez pravil in smernic. To je citat, ki ga je navedla avtorica Rosie Lee Goldberg, ki je avtorica prve knjige o performansu, in v bistvu ravno pri njej sem dobila na nek način, ko sem začela to preiskovati, da je forma tako neopremljiva, da je ne morem jemati iz vidika neke estetske entitete, ampak zgolj iz področja funkcije izrekanja. Rosie Lee Goldberg pravi naprej takole. Njegova zgodovina je kot serija valov, ki pridejo in grejo. Včasih se zdi, da so precej nejasni v mirujočem stanju, medtem ko so v različnih tematikah v središču umetniškega sveta. Ko se je val vrnil, je bilo videti, da se zelo razlikuje od prejšnjih umetniških manifestacij. Tako ima performance še vedno svojo običajno vlogo, medtem ko izjemen obseg gradiva v tej dolgi in kompleksni zgodovini kaže, da bo še naprej kljuboval enostavni definiciji in da bo vedno sredstvo za prekinitev kakršnihkoli omejitev ali konvencij, ki veljajo za umetniško dejavnost. To se pravi, da se izraza performance drži nekakšno brezpravje in brezvladje in določena hotena anarhičnost, kar predstavlja izhodišče, da tega ne moremo brati enoznačno, saj se opisuje na dveh ravneh sočasno. Tako na ravni estetike kot funkcije, pri čemer naj bi bila funkcija tista, kot pravi Rosie Lee Goldberg, ki določa estetiko. To pomeni, da je tovrstna praksa kot nek konglomerat žanrov išla iz nekega določenega časa in sveta, ki je začel drseti v tveganje, to govorimo v začetkih 20. stoletja, v nevarnost in napovedoval vojno. Začetki performansa kot discipline so časovno povezani z vzpostavitvijo manifestne oblike umetnosti kot posebne vrste izjavljanja. Poleg tega je imel performans, kot navaja Goldbergova, pogosto dvojno vlogo. Po eni strani je bil demonstracija, po drugi pa eksekucija umetniških idej. No, in iz perspektive zgodovine umetnosti ga lahko umestimo kot neko subjektivizirano samoiniciativno dejanje, ki zahteva vpis subjekta v strukturo na eni strani in vpis dogodka kot necelosti, kot lapsusa in naključja na drugi. Cilj tako ni bila publiciteta v smislu pridobivanja širokega občinstva, zaradi česar se lahko gledalec fizično vključi v dogodek in postane aktiven tudi kot interpret. Svojo mentalno intervencijo je namreč zapolni manjkajočo narativno vrzel in deloma gledalec tudi sam postane performer. V kontekstu, če grem tukaj naprej, to se pravi, da praksa performansa je torej predstavljala neposreden obrat k občinstvu, ga v enaki meri šokirala kot spodbudila kot govor v želji, da bi občinstvo dobilo vstop do umetniškega sveta, postalo neposreden udeleženec ritualov, del raziskovanja skupnosti in v stremenju za nepričakovanim. Ravno zaradi tega, ker jemljem kot lingvistično entiteto. Dela so bila zato postavljena bodisi kot solistični nastopi v okviru skupine, potekale so tudi v različnih žanrih in prostorih. Zato v bistvu Goldbergova postavi enačaj med performerjem in umetnikom, o čemer se začne razpoznavati performativnost kot posebna kategorija, ki jo opredeljuje raztegljivost uprizoritvenega formata, spremenjena funkcija prostora, časa in namena, intence. To se pravi, da tukaj se ona že deloma navezuje na področje semiologije, tudi v primeru zareze, ki jo vzpostavi Saussure.
To se pravi, Saussure v bistvu vzpostavi to zarezo, ko deli jezik in govor in s tem dobesedno gledalce in dogodek vrže ven iz strukture in potem cela lingvistika želi za ponoven opis. To se pravi, in kako zdaj misliti, to se pravi, da gre tudi v tem primeru za ponoven opis subjekta, vključevanje dogodka in lapsusa, to se pravi vseh variacij speljanega dogodka kot sestavnega dela krogotoka. Značilnost je torej vse od začetku performansa bila izrazita večžanrskost, ki sproti zabrisuje in onemogoča lastno kategorizacijo. Ne glede na format dogodka je torej performans vse skozi vnašal določen sedanjik in je kot eksperimentalni umetniški format tudi na nek način vpeljal v 20. stoletje. To se pravi, kakršnakoli definicija, kaj to točno je, bi po Goldbergovi negirala možnost performansa, zaradi česar lahko kot označevalna veriga prosto prehaja skozi različne discipline in medije, literaturo, pesništvo, gledališče, glasbo, ples, arhitekturo, slikarstvo in tako naprej, video in film, narativne oblike in skozi vse kombinacije. Struktura performansa je tako, za moje pojme, sorodna praksi izjavljanja, to se pravi, ker ne moremo ne komunicirati, govorimo vsi, glede arbitrarnih postopkov zlaganja, ki so lahko bolj ali manj odprti, smiselni ali pomenski in se manifestirajo skozi lastno artikulacijo. Po Goldbergovi nobena druga umetniška izrazna formacija nima tako neomejujočega manifesta, odkar vsak izvajalec izoblikuje njegovo definicijo, tako na ravni procesa, kompetence, kot tudi izvedbe, performance. To se pravi, gre za vnašanje večje resničnosti v igro in več užitka v umetnost, ki vse manj upošteva tradicionalne razmejitve pri ustvarjanju del in za določeno gibanje umetnikov, ki delujejo zunaj institucij, zato se vprašanje performansa vedno navezuje na vprašanje zunaj diskurzivnih načinov delovanja. Jemljem ga in definiram ga kot dogodek diskurzivne diskontinuitete, to se pravi, ko se ena stvar prekine relacijo z uveljavljenimi načini gledanja in prikazovanja v določenem prostoru in času in sicer kot dogodek spremenjene komunikacije in ne odrske estetizacije. Vendar se medij performansa v 90. letih 20. stoletja najprej po žanrskem in funkcijskem okviru izkazuje kot medij diskurza par excellence, kot spremenjena oblika koncepta, ki ga je proizvedla. In zdaj v bistvu beseda, če grem sem kdaj se je pač ta beseda uveljavila, beseda performance kot samostojna lingvistična enota v slovenskem jeziku nima ustreznega mesta, zato je njena uporaba na več področjih omejena na lastno izjavljalno polje, ki se v prvi vrsti nanaša na določene atribute izvajalske dejavnosti, učinkovitost, koristnost, uspešnost, kar pomeni, da gre za izraz, ki je lahko hkrati znak in označevalec lastne dejavnosti. Tako se izraz v polju umetnosti največkrat navezuje na uprizoritvene umetnosti, seveda pa ta izraz se uporabi tudi v športu, good performance, tudi v poslu in tako naprej. To se pravi ta performanca. Ne rabim posebej poudarjati, da je pač ta, kot sem rekla, izraz izhajal iz lingvistike, vpeljal ga je John Austin in tako naprej. No, kaj naj bi bilo pa zanj značilno, to se pravi, tri zareze sem tukaj opredelila, ki jih določajo to njegovo komunikacijsko polje, in sicer prelom z diskurzom novega, zareza v pojmovanju polja in vzpostavitev zareze kot diskurzivnega mesta, na katerega se poslej vpisuje gledalec. To se pravi, zdi se, da gre za neskončno raztegljivo komunikacijsko polje, zaradi česar ga lahko opredelimo zgolj po razlikovalnosti. To se pravi, ne moremo reči, kaj je, lahko rečemo skozi negativno definicijo, kaj ni. To se pravi, da se lahko v to polje poslej vpisuje bodisi vse, športni spektakel, bodisi nič. Praznina, votlo mesto, kamor se vsebina šele vpisuje. Recimo imamo dogodek 4:33. To se pravi, skupno breme je, da kategorijo vedenja nadomešča kategorija verjetja. V to polje ne bi šla, ker to je čisto novo poglavje, ampak kategorija verjetja potem nekje druge opredeljujem, zakaj in kako se vzpostavi. Prelom v gledanju, ki pripelje do tega, imenujem partikularni pogled. To se pravi pogled, ki je poslej popolnoma partikularen. V nadaljevanju bom skušal pol izhajati iz teze, da je gledalec C
to je tudi malo uvod v vektorsko polje, tisti subjekt sodobnih scenskih umetnosti, ki ga je treba ponovno vpisati v strukturo. To se pravi, videli smo do zdaj, da performance ne pripada nobenemu žanru, da njegovo poimenovanje poteka kot rezultat označevanja, ki se je z razširitvijo izraza performativ, in v tem smislu lahko bolje kot o žanrskih označevalcih govoriti o polju performativnega kot o specifični kategoriji, v kateri ključno mesto zaseda gledalec, in opredeliti mesto za opisovanje slednjega. Predpostavimo torej, da je pozicija gledalca postane razvidva v specifični razlikovalnosti, zato sem postavila, kot sem že prej rekla, ob bok polju umetnosti, polje športa, s čimer bom napravila razliko v strukturi obeh pogledov. In zdaj vidimo do tega divjega vektorskega pogleda, ne? Se pravi, predlog vektorske strukture pogleda kot utemeljitev polja performativnega. Zakaj tako menim? Se pravi, če izhajamo iz teze, da je gledalec C tisti subjekt, ki ga je treba ponovno vpisati v strukturo, je bolje kot o žanrskih označevalcih govoriti o specifični kategoriji in predpostavimo, da je pozicija gledalca postane razvidna v tej specifični razlikovalnosti. To se pravi, kako se mnenje enega gledalca razlikuje od mnenja drugega gledalca. Še pred tem se bom navezala na Michela Foucaulta, ravno zaradi tega, ker mi je on s tem, kako definira izjavo, dal na nek način misliti, da je v bistvu tudi izjava kot neka izjava, mnenje, to se pravi nek vzpostavitev pogleda, da ima malo podobno strukturo, kot usmerjena daljica pri vektorskem prostoru. Foucault pravi, da je treba za obstoj izjave stavek postaviti v razmerje s celotnim soslednjim poljem, zaradi česar je vsaka izjava specifična, njena materialnost pa ponovljiva. Zato si lahko drznemo iti v matematični prostor, ker je pač specifika in hkrati neka struktura, ki zagotavlja ponovljivost. Izjava ni nikoli izgubljena v preteklosti, temveč kroži in živi. Takšno logiko izjave bi lahko pripisali logiki performansa kot dogodka, ki mu pripada status izjave, in performativnosti polja, ki ga sestavlja niz procesov izjavljanja. Materialna enotnost dela, to se pravi dogodka, je za Foucaulta zgolj pomočna kategorija, ujeta v sistem navodil neke druge materialno zaokrožene enotnosti. Nasproti jeziku tako postavlja polje diskurzivnih dogodkov kot celoto jezikovnih sekvenc, v jedro česar se vpisuje ta diskontinuiteta. Tako pozornost analize premakne iz objektov na relacije, značilne za diskurzivno prakso, s čimer kaže na rahljanje, na videz čvrste povezave med besedami in dogodki. Pravila, ki ob tem vzniknejo, so vsiljena vsem posameznikom, ki v diskurs vstopijo, na drugi strani pa niso univerzalno veljavna, nastopajo nekaj, kar je zunaj diskurza. Foucault se za razširitev zagate, kot neke te zgodovinske enotnosti polja, podal zgodovino nepopolnih, neutemeljenih praks, ki niso nikoli dosegle forme znanstvenosti. In pravi takole: analizirati diskurs pomeni povzročiti, da protislovja izginejo in se znova pojavijo, pomeni pokazati igro, ki jo imajo protislovja v diskurzu. Tako je treba v bistvu vse izrečeno vzeti na isti ravni in enakomerno razporediti pozornost. Vstop oblasti tako nujno zahteva tudi analizo ne dogodkov, ne predstav, kot vzporedno merjenje teže izjav in teže molka, rezultat česar je strategija, mreža razmerij in določena razporeditev moči, ki jo bolj kot vsebina določa forma represije. To se pravi, da se forma neke represije v diskurzu teorije performativnosti kaže kot že vnaprej določen izbor formulacij in konceptov, ki post festum opredeljujejo določen umetniški dogodek, a so vzpostavljeni že pred njim. To se pravi, da v bistvu na ta način v bistvu on utemeljuje oblast umetniškega diskurza, ki poteka pod vplivom, Foucault pravi, diktata novinarstva, ki ga povezuje z utopičnostjo teorije pogleda. Mesto nemogočega pogleda je konstruirano torej kot skupek diskurzivnih strategij in nediskurzivne organiziranosti vidljivosti, kar je umetniško polje, kar deluje kot dispozitiv. Povezavo med njima omogoča oblast kot polje sil, ki preči oboje in skozi katero je edino možno mešanje obeh sfer, med katerima sicer ni povezave. On opredeljuje interpretacijo kot neko diskurzivno dominacijo,
pri čemer pravi je za hotenjem po izrekanju resnice vredno stoji želja v oblast, ki poteka kot omejevanje diskurza. Željo po iskanju resnice Foucault povezuje z izbiro med vednostjo in telesnostjo in pravi takole, da subjekt ne more imeti dostopa do resnice, če prej na samem sebi ni opravil določenega dela, ki ga naredi dovzetnega za poznavanje resnice. Tako težnjo po totalnem pogledu opredeljuje kot pogled, ki preči razvoj sodobne civilizacije in to deluje kot predmet preučevanja, postavlja populacijo razpršenih dogodkov, kjer so vsi dogodki enako pomembni. In v svoji deli arheologija vednosti vzpostavlja torej vprašanje, zakaj na določenem mestu nastopi točno ta izjava, saj so izjave vedno v deficitu z možnostmi, ki jih ponuja struktura. Predpostavimo torej lahko, da je diskurz umetniške refleksije zaznamovan z diskurzi, ki so prenehali biti umetnost ali pripadali umetnosti. Zdaj tako, Foucault se za rešitev zagate navidezne zgodovinske enotnosti, to se pravi, da so po obdobjih stvari razporejene, da je vedno nek kanon, ki to na nek način opredeljuje, podaja v zgodovino nepopolnih, neutemeljenih praks, ki nikoli niso dosegle forme znanstvenosti, medtem ko samo vpeljujem neznanstven pojem, popolnoma neznanstven, ki ga imenujem diskurzivna ravnina. To se pravi, in tle v bistvu vpeljujem vektor pogleda gledalca, vektor kot usmerjenega količina. To se pravi, pri opredelitvi pogleda gledalca prek vpeljave pojma diskurzivna ravnina in opisovanju dogodka T v ravnino gre za torej matriko komunikacijskega dejanja, ki ga je v določenem segmentu mogoče opredeliti s pomočjo razlikovanja med dvema matematičnima prostoroma, vektorskim in evklidskim, ki vpeljujem zaradi specifične razlikovalnosti. To se pravi, tukaj imamo seštevanje vektorjev, množenje vektorjev in tukaj skalarni produkt. Pri prvih dveh, bom to vse razložila, imamo ravnino, to se pravi, se gibamo v 2D prostoru, pri tretjem skalarnem produktu pa z množenjem dveh vektorjev dobimo 3D prostor, to se pravi, se vzpostavi neka druga konkretna količina. In to je v bistvu izstop iz tega, ki se potem definira z nagnjenostjo kotov do relacij A in B. Tukaj vidimo, no, in zdaj, če grem naprej. To se pravi, to povezujem na nek način tudi z dvema univerzuma in s Patrickom Pavisom. Gledališki teoretik Patrice Pavis ločuje med dvema prostoroma udejanjanja. Akcijski univerzum razume kot dramski prostor, ki se strukturira na osnovi besedila, gledališki prostor pa kot fikcijski univerzum, ki ga proizvaja oder. Odnos med njima opredeljuje kot odnos prenosa in sopostavitve. Če to vrstni odnos torej preslikamo v mestni prostor med gledalcem C in dogodkom T, lahko predvidimo, da razlikovanje med področjima akcijskega in fikcijskega univerzuma ustreza obliki v percepciji gledalca v dveh vrstah performativnih razmerij, v umetnosti in športu. Pri tovrstni hipotezi gre bolj za poskus opredelitve pravil določenega procesa kot za definicijo, kaj je ta komunikacijski proces. Se pravi, prostor, v katerem se zgodi dogodek T, to se pravi predstava, tekma, whatever, ki sproži pogled gledalca C v času mali T, se jim poimenovala diskurzivna ravnina. Ob tem izhajam iz teze, da se v primeru performansa kot posebne prakse uprizoritvenih umetnosti razlika med diskurzoma najbolj jasno vzpostavlja v odnosu do gledalca v strukturni razliki dveh pogledov, ki jo lahko pokažemo s premestitvijo polja. Gre za razširjeni prostor komunikacije, ki sega onkraj recepcijskih procesov, tako da je cilj opredeliti strukturo pogleda, ki bi razmejevala ta dva diskurza. Pač v Sloveniji najbolj z filozofijo športa oziroma s povezovanjem športa in umetnosti ukvarja dr. Lev Kreft, ki pravi, filozof športa Lev Kreft kot razločevalni mehanizem med obema praksama, ko on opredeljuje razliko med dvema gledalcema, opredeljuje proizvajanje užitka in predvideva, da šport za proizvodnjo užitka ne potrebuje gledalcev, medtem ko umetnost sama po sebi ne proizvaja užitka brez njih. Glede tega menim, da neprisotnost gledalcev ni ključni razlikovalni mehanizem, ki bi razločeval dva tipa performativnosti, temveč gre za vprašanje potencialnosti difuzije pogledov oziroma za produkcijo različne zvrstnosti razmerij gledalcev v odnosu do dogodka T v času T, mali T.
V ta namen sem pod drobnogled vzela nek umestni prostor med izvajalcem in gledalcem, struktura pogleda katerega je različno koncipirana. Gre torej za obratno perspektivo, iz katere predpostavimo, da ima vektorsko strukturo. Prostor, torej, v katerem poteka dogodek T, je tako v prizoritvenih umetnosti kot športu večinoma razdeljen na dva dela in tako naprej. To se pravi, imamo že fokus, to se pravi, pri športu je še večji, ker vemo, da se usedemo in se malokrat prosto sprehajamo po površinah, kjer pač to poteka. Oder je v bistvu že malo bolj definiran s tem, da so tudi gledalci lahko razporejeni po prostoru prizarjanja, vsaj v nekaterih predstavah. To se pravi, ampak v obeh primerih v bistvu predpostavljam, da v bistvu je na nek način začrtana podravnina, polravnina, v kateri komunikacija poteka. Predpostavimo, da ima pogled gledalca značilnosti usmerjene količine, to se pravi pozornosti, ki bi lahko opredelili kot značilnosti vektorja. Gre za količino določeno z velikostjo in smerjo, ki jo prikazujemo z usmerjeno daljico puščico, ki ustreza potencialni izjavi, ki jo ima gledalec v odnosu do izvajalca v primeru dogodka v času T. To se pravi, specifična razlikovalnost med dvema pogledoma se razvije na tanko stopnji potencialnosti, ki pač se spreminjajo v času T. Gre za zastavek, ki temelji na načinu sprejemanja odločitev. In sicer v kolikšni meri se gledalec vnaprej odloči, na kakšen način je opredeljen do dogodka T, kar predstavlja osišče zastavka kot izjavljalnega polja, ki se sinhrono vzpostavlja. Kot vektorji so opredeljene mnoge fizikalne količine, sile, hitrosti, jakosti polja, ob čemer si lahko takoj zastavimo vprašanje, zakaj ne bi mogli usmerjeno količino pozornosti gledalca prav tako obravnavati kot vektor. Zdaj pa moramo iti malo na osnove vektorskega polja. Vektor je usmerila daljica, ki priredimo neko usmeritev, začetek v poljubni točki in ta točka je ta dogodek T, kar pomeni, da lahko poljuben vektor, to se pravi vektorje, premikamo iz različnih, to se pravi, da poljuben vektor lahko premaknemo v želeno začetno točko. To se navezuje na Foucaulta, ki pravim, da je vsaka izjava specifična in na materialnost ponovljiva, to se pravi, da se lahko to vse skupaj premika. Vektorska operacija predpostavlja, da urejenemu paru točk A in B ustreza natanko določen vektor, ki pripada prostoru P in poteka začetkom v točki A, ki je sporočevalec A, to se pravi gledalec A, v relaciji do točke B, prejemnik B. Ko uvedemo še tretjo točko, gledalca C, lahko to je pač prva slika, lahko izpeljemo operacijo seštevanja. To se pravi, zdaj imamo pač A, to se pravi vektor A, vektor B. Vektor A odraža sporočevalca A glede na prejemnika B in prejemnik B glede na gledalca C. Ob čemer še nismo uvedli dogodka T, lahko pa sklepamo, da je zaštevek vektorjev A in B, to se pravi, tvori kontinuum, ki konstruira komunikacijski trikotnik ABC, ob čemer je bistvena relacija sporočevalca A glede na gledalca C, se gre za vsoto količin usmerjene pozornosti. Ob tem ni pomembno, da trikotnik ABC ustvarja določen notranji prostor, ki je zgolj z dvema točkama nemogoč, ob čemer je tretji gledalec C tisti, ki je deležen seštevka vsote obeh relacij AB kot BC. Na ta način se ustvari diskurzivna ravnina ABC. Druga ključna operacija je pa množenje s številom, ki pa v bistvu, tudi če imamo množenje, ta zmnožek v bistvu bistveno ne spremeni v bistvu relacij. Še zmeraj gre za količino, ki poteka na ravnini. Na ta način dobimo številne linearne kombinacije. In če gremo tukaj naprej, če hočemo v okviru dane množice vektorjev izraziti ostale vektorje, uvedemo bazo kot skupino vektorjev, ki so med sabo neodvisni in za katere velja, da lahko poljuben drug vektor lahko izrazimo kot linearno kombinacijo baznih vektorjev. To se pravi, opredelitev baznih vektorjev je abstrahirana verzija linearnosti neodvisnih vektorjev, ob čemer se lahko vsak drug vektor izrazi kot njihova linearna kombinacija. Pogoj za vzpostavitev baze ravnine kot dva neničelna, kolinearno neodvisna, neusporedna vektorja 2D, za vzpostavitev prostora so pač nujni trije neničelni vektorji, ki ne pripadajo isti ravnini. S tem se vzpostavi, kot vidimo v tretji sliki, razsežnost. To se pravi, dobimo trodimenzionalni prostor. Bazni vektorji tako predpostavljajo osnova za vzpostavitev dogodka T oziroma za vpis dogodka v strukturo in vpeljujemo koordinate prostora oziroma na ravni razsežnosti.
Zdaj, v bistvu, zakaj je to meni pomembno? Zaradi tega, ker v bistvu baza predpostavlja zaključno vektorsko operacijo, preko katere lahko izpeljemo aplikacijo na strukturo pogleda performativnih praks in sicer v tretji imamo skalarni produkt. To imamo operacijo množenja enega vektorja z drugim, rezultat česar je realno število, to, ko gre ven, je realno skalar, ki se v izhodišču navezuje na kotno razmerje med vektorjema A in B, ob čemer gre za funkcijo kotnega razmerja. Kaj sem sploh hotela s tem vsem reči? To se pravi, če se mi pomikamo, če imamo dva vektorja kot dva pogleda na diskurzivni ravnini, v bistvu ne morata biti, ali sta vzporedna, ali sta pa v nekem razmerju, ali sta pa v bistvu večkratnika eden drugega. Skalarni produkt je pa pomembno, ker v bistvu na nek način vzklikne neodvisni pogled in ta pogled v bistvu je v bistvu kot ta, ki pač določa, kakšno relacijo ima v bistvu glede na prostor spodaj. To se pravi, to bomo še prišli do tega, da glavna, ključna v bistvu stvar skalarnega produkta in tega realnega števila, ki v bistvu vznika ven, je pozitivna definitnost. In to je potem pomembno za nekaj, čemur pravim pa semiologija. Tukaj v bistvu naredim ključno razlikovanje med binarnim pogledom, ki ga določa semiotika, ki pripada redu športa, in v bistvu semiologiji, ki zaznamuje vznik neodvisnega mnenja. To se pravi, zmnožek obeh vektorjev je skalar količina, ki je podana z eno samo številčno vrednostjo. Če v vektorskem prostoru velja Pitagorov izrek, skalarni produkt z več kot dvema faktorjema nima pomena, se določen s kotom med vektorjema, ki sta vedno linearno neodvisna. To se pravi, zelo redko pride do pokrivanja, do istega mnenja. Pogoj za izračun skalarnega produkta je torej začetna točka obeh vektorjev T, in vzpostavitev, ja, to sem že rekla, skalarnega produkta je torej pogoj za prehod iz vektorskega prostora v ravnine v evklidski trirazsežnostni prostor. To se pravi, glavna določnica tega je pozitivna definitnost. To se pravi, da ta skalar, ki vznikne, ne more biti negativen. To se pravi, da ko gledaš nek dogodek, na nek način ne moreš biti, se vzpostavi mnenje, se vzpostavi izjava, se vzpostavi v bistvu neodvisen pogled drugega. Ne more biti tako, kot po športu, ko imamo navijače, da slediš drugemu, ampak je nekaj neodvisnega in nekaj, kar nisi mogel naprej predvidevati, na kakšen način se bo strukturiralo. To se pravi, najpomembnejša lastnost evklidskega prostora je njegova pozitivna definitnost, ki dokazuje, da je instanca negacije lahko prisotna le v eno- in dvodimenzionalnem prostoru, kar predvideva nedoločeno množstvo razpršenih pozicij, od katerih nobeno ne more biti negativno. To se pravi, imamo vektor, to sem že rekla, vektor A in B, pogled gledalca A in B, in ravno s skalarnim produktom nastane nekaj, čemur rečem vznik neodvisnega pogleda. To se pravi, s tem, ko abstrahiramo funkcijo skalarnega produkta, lahko v določeni meri opredelimo oziroma pogojujemo z vznikom neodvisnega pogleda, pogoj za vzpostavitev katerega je ravno dogodek T, na podlagi katerega se določena izjava, mnenje, stališče vzpostavi. Ob tem je nujnost, da se vzpostavi, saj predstavlja osnovno enoto diskurza. To se pravi, pri skalarnem produktu vektor v prostoru torej izstopi iz ravnine in zavzame določeno relacijo oziroma odnos, ki se v matematičnem jeziku kaže s pozicijo kotov. Obstaja torej določena nagnjenost glede na ravnino kot neskončna variacija pogleda, kar omogoča potencialni akcijski univerzum kot začetno točko za množico N razpršenih pogledov, vsak od katerih je v določeni kotni relaciji glede na dogodek T. Ob tem gre za postopek pozitivne definitnosti v smislu prispevka k množstvu pogledov in hkrati za ključno komponento evklidskega prostora, to se pravi omogoča demokratični pogled kot množstvo različnih pogledov. To se pravi, in ravno dejstvo, da je ta skalarni produkt nenegativen, lahko apliciramo na določeno entropičnost mnenjskih razmerij, ki izhajajo iz množstva pogledov N in so nenegativne v smislu pojavnosti. To se pravi, koliko gledalcev je, toliko mnenje. Vsak gledalec ima svoje mnenje, vsaka izjava je na nek način se vzpostavlja glede na dogodek T neodvisno. V trenutku, ko se vzpostavi tridimenzionalni prostor, je vsakršna negacija definitna, saj se formira kot sestavni del prostora, v katerega je umeščena. Gre torej za prispevek, kot sem že omenila, k demokratizaciji in vzpostavitvi diskurzivnosti. Materialna instanca individualnega pogleda se odraža v neki izjavi, zapisani in izrečeni.
In če grem pol tukaj naprej, ne, pač ta vektorski pogled, kot sem rekla, je pač ima pač neko strukturo izjave. Se pravi, izjava tako pripada redu performativnega, prvi pogoj katerega je definitivnost v smislu izrekovanja na podlagi pač mnenja. S tem se približamo tako Bachtinovi tezi, da nevtralnih izjav ni, kot misli Foucaulta, da je vse na površini, in Bartha, da se delež prisotnosti vselej meri s težo molka. In s tem pridemo tudi do omejitve Saussura, v bistvu z njegovim ločevanjem na govor in jezik, namreč njegova teorija vzdrži, kolikor imamo pred seboj dvodimenzionalni prostor, prostor za znak. To se pravi, Saussure vzdrži v dvodimenzionalnem prostoru. Ko imamo pa upravka, to se pravi, ko imamo semiotično strukturo performativnega, ko je v spredju logika binarnega kodiranja, kot pri športu. Z vzpostavitvijo ločnice med jezikom in govorom Saussure hkrati napravi ločnico med drugim, med tema dvema prostoroma, med katerima v statični obliki ni prehoda. Prehod se zgodi šele v komunikaciji, pogoj česar je pojavitev dogodka T, ki povzroči pogled gledalca A, ki se na dogodek osredotoča v času T. Zareza med jezikom in govorom je ravno torej ta diskurzivna ravnina, ki obstaja pred dogodkom T in v čemer je sama performativnost vektorske obravnave pogleda. Zdaj pa tako, jaz sem v bistvu aplikacija dveh prostorov baze, v bistvu ravno s tem v bistvu zareza v dveh načinih gledanja, v bistvu med prvim in drugim, ki sta podobna, in tretjim. In v bistvu pogoj za definicijo obeh je najprej vzpostavitev baze, to se pravi en dogodek, na katerega da poteka, pri katerem v bistvu so gledalec, to se pravi pri katerem je navzoč gledalec Č v času T. Kot opremljišče vektorjev v vektorskem in evklidskem prostoru. To se pravi, da to je pa zdaj pomembno, da struktura pogleda pri gledalca pri športu ustreza značilnostim vektorskega prostora, ki je prostor dveh razsežnosti, sestavljata pa ga poljubna, neničelna, neusporedna vektorja, kar pomeni strukturo 1,0, to se pravi binarna struktura. Če sta pogoj za vzpostavitev ravnine dva nekolinearna vektorja, pomeni, da v nobenem primeru ne morata biti vzporedna oziroma identično usmerjena. To pomeni, da je logika pogleda izključevalna, kar na primer v primeru tekmovanja pri športu pomeni, da ne moreš navijati za obe ekipi, da je nujno, da se postaviš na stran ene, in zato je struktura pogleda na nek način izključevalna. In vidimo tudi, kako ta logika potem v umetnosti deluje, ko na oder prikorakajo recimo ljudje, ki so že prepričani o eni stvari in v bistvu potem delujejo, v bistvu pač ne gre se za vzpostavitev mnenja ali pa za neki pač to strukturo pogleda, bi karkoli prinesla k izjavi, ki izhaja post festum dogodka, ampak v bistvu je pač ta logika vdretja v dogodek po popolnoma semiotični liniji. V tem kontekstu torej ne moremo govoriti o kvalitativnih opredelitvah pogleda, to se pravi o neki semantični strukturi oziroma o stališču, temveč gre za čustveno vživljanje v to ali ono pozicijo. Prostor, ki se torej nahaja vmes med gledalcem A in dogodkom T, to se pravi v prvih dveh primerih, tako označuje vnaprejšnja projekcija oziroma zavzemanje za točno določene predhodne opredelitve glede na dogodek T. Navijač se načeloma torej nikoli ne odloči šele na tekmi, za koga bo navijal, prav tako dogodek T te odločitve ne more spremeniti ali nanjo vplivati. Na tem mestu tudi odpade dilema med vedenjem in verjetjem oziroma med tistim, kar naj bi posameznik dejansko želel storiti, in med tem, kar zares stori. Zareza izgine in dobimo jasno začrtano ravnino oziroma polravnino, v kateri ne prihaja do argumentacije med dvema stranema, temveč diskurz, ki poteka, deluje kot neposreden odziv, posledica glede na dogodek T, zaradi česar je njegova osnovna funkcija po Jakobsonu emotivna, izrazna, kar pomeni, da se osredotoča na sporočevalca, gledalca A, kot neposreden izraz, čustveni izraz njegovega odnosa do tega, kar ta gledalec sporoča, ne pa kot sporočilo o tem, kaj mu je pač ta gledalec želel sporočiti. To se pravi,
Da tle v bistvu to pojasni tudi to, kako je Erika Fischer-Lichte definirala performance v svoji knjigi Estetika performativnega. Ona v bistvu ga je popolnoma postavila na primer, to vsi poznate, Marina Abramovič, kako je gledalec interveniral v strukturo in spremenil tok dogodka. To se pravi, na podlagi gledalčeve intervencije v galeriji Krisinger opredeljuje slednjo kot ključno komponento performansa kot discipline. Poleg tega, da se slednje glede tega, kar sporoča se pravi razširitev slednjega, to se pravi tega polja, dobimo z uvedbo skalarnega produkta. Dejansko pa gre pri point tega, ni zdaj ta skalarni produkt, ampak je mnoštvo različnih pogledov, ki spadajo v množico skalarnih produktov N in so do vektorske ravnine različno nagnjeni. To se pravi, vsak dogodek T lahko izzove mnoštvo pogledov kot neposredna posledica prisostvovanja dogodka T. Zdaj pa sem še malo, pa 3 primeri. To se pravi, gledalec performativnega dogodka ne more vnaprej vedeti, kakšno mnenje, stališče bo uspel izoblikovati v času T, pri tretji sliki, in artikulirati po izreku T, kaj je glavni pogoj za argumentacijo oziroma diskurs in za tudi performativno dejanje. To se pravi, da se ključna zareza v primeru performansa kot ključne eksperimentalne prakse sodobnih scenskih umetnosti je torej ta skalar, ki izstopi iz ravnine in se oblikuje kot unikatni pogled gledalca A. To se pravi, ta partikularni pogled. Gledalec je torej tisti, ki mu pritiče vsa pozornost, njegova miselna investicija in sposobnost artikulacije stališča ter dogodek T, ki ne poteka po že vnaprej predvidenem ključu in ustvarja mnoštvo pogledov N, ki so pogoj za vzpostavitev diskurza kot soobstajanja različnih oblik pogleda N, mnenj, stališč. Struktura pogleda gledalca v umetnosti torej ustreza evklidskemu vektorskemu prostoru, ki generira množico razpršenih pogledov in je osnovi konativna, usmerjena na naslovnika, ob čemer dobi gramatični izraz v zvalniku in velelniku, ki sta sintaktično in fonemsko različna od drugih samostalniških in glagolskih kategorij. To se pravi, s preslikavo vektorskega prostora v komunikacijski dogodek in vpeljavo dogodka T v času T se ta diskurzivni prostor, ki se potem izpostavi, napolni z množico različno usmerjenih mnenjskih vektorjev. To se pravi, da se diskurzivna ravnina vzpostavi takrat, ko se stvekata 2 neodvisna vektorja oziroma je določena z dogodkom T z 2 pogledoma, ki odražata 2 neodvisni mnenji. Pogoj za vzpostavitev diskurza je tako vzpostavitev 2 relativno neodvisnih relacij tog dogodka T. Notranji pogoj je torej prevoj iz semiotike pogleda, ki temelji na binarnem razmerju, ki se vzpostavlja pri gledalcih športa, k semiologiji dejanja, kot poteka pri umetnosti. Iz tega sledi, da diskurza ni mogoče vzpostaviti, če sta si mnenji preveč podobni in če sta identični, to se pravi recimo, da so premice vzporedne, ali če se ne nanašajo na dogodek T, to se pravi, da nekdo, ki ne hodi na dogodke, ne more imeti mnenja o tem, kaj dogodki so. O tem je ključni problem našega ministrstva. V določenem prostoru torej obstaja N dogodkov T in N diskurzivnih ravnin. Pri reševanju kompleksnejših vprašanj gre za vzpostavitev presečišča 2 ravnin, to se pravi, če vemo, o čem se pogovarjamo, se moramo srečati na dogodku in imeti mnenje o tem, opredeljenih z nizom dogodkov. To se pravi, kot pogoj za vzpostavitev linijske diskurzivne premice okoli določene teme. Pogoj za diskurzivnost je torej vsaj minimalna razlika, da se argument in debata sploh lahko vzpostavi. Zdaj sem pa te neke abstraktne stvari probala aplicirati, malo so stari primeri, ampak jih lahko polno imamo tudi danes. In sicer ena od aplikacij tega razmerja mi je bil zbor za publiko kot neka diskurzivna zareza in sicer v zelo zgodnji fazi, ko je bil v elektrarni, mislim, da leta, se imam napisan, 5. julij 2013, ko v bistvu je bila vzpostavljena neka diskurzivna diskontinuiteta in sicer v smislu, da je vsaka skupina govorila iz pozicije, so skupine komentirale predstave določenih avtorjev. In posebnost je bila, kako je definirala oziroma na kakšen način so člani skupine via negativa do tega dogodka na nek način do tega dogodka oziroma do te strukture tega diskurza pristopili. To se pravi, via negativa je z neposrednim soočanjem mnenj z jasnim izhodiščem v negativni definiciji, to se pravi, iz negativne definicije
sporočanje zgolj negativnih mnenj uspelo generirati razpravo in razpreti diskurzivno ravnino, v kateri so lahko sodelovali vsi prisotni. Kaj so s to negativno, s tem izraženjem tega, po domače povedano, da so govorili samo o tem, kar ni bilo v redu pri predstavi oziroma s čim se ne strinjajo, so nek način odprli polje, tako za, recimo, ti si kot gledalec, še posebej, če si stvar videl, si se zelo počutil izvanga s tem, da se je odprlo polje za argumentacijo, v kateri si potem čutil, da ustvaril se nek skalarni produkt, neodvisno mnenje, da tudi ti prispevaš z svojim diskurzom, s svojo izjavo, vzpostavitvi svojega neodvisnega mnenja. Hkrati se je to neposredno soočenje z izhodiščno opredelitvijo artikulacije negativnih mnenj uspelo generirati mnoštvo pozicij N, ki so jih gledalci dogodka T v času mali t zmogli artikulirati in predstaviti v javnem prostoru. Pogojno bi lahko dejali, da se je izvedla operacija skalarnega produkta, ki je odprla prostor za argumentacijo in ji je uspelo zgenerirati performativno situacijo v smislu odprtosti, nepredvidljivosti, neponovljivosti in tveganosti. To se pravi, tako so predstavniki v središče postavili gledalca, v smislu prisotne izpostavljenosti tveganega soočenja pogleda A s pogledom B, ki se zgodi v neposrednem stiku, medtem ko se v njunem zmnožku šele lahko ustvari pogled C, ki razpravo odpre. Diskurzivna ravnina se je tako zgodila z anticipacijo mnenja gledalca v smislu žive prisotnosti in fizične bližine, kar odpre prostor za razliko tudi med tistim, kar je bilo izrečeno, kar se hoče izreči in med vsemi vmesnimi prostori izrekanja. To se pravi, da se je diskurzivna ravnina je znala preseči relacijo izključevalnega akcijskega univerzuma, to se pravi, mi je všeč, mi ni všeč, to se pravi 1-0, in priti k mnoštvu pogledov, ki so ustvarjali fikcijski univerzum, evklidski prostor, ob čemur se razlika med obema poljema artikulira skozi pogled gledalca. Drugi primer, ga bom probala zelo na kratko, drugi primer se mi je porodil ob Katarini Stegner in njeni predstavi Dvojna igra. In sicer lahko vsem za uvod povem v bistvu tale Močnikov citat. Govorcu pač ne preostane drugega, kakor da postavi enačaj med tistim, kar je hotel reči in tistim, kar je zares rekel. Katarina Stegner je tukaj v bistvu že pri predstavi Dvojna igra, ker že samo ime pove, bom šla čisto, v bistvu s tem je na nek način napravila spremenjeno obliko performansa, nekakšno dvojno igro, ampak ne med izvajalko in gledalci, temveč med izvajalko in izvajalko, ki je vključevala gledalce in za tega se je stvar izgrajevala na dveh vzporednih ravneh. Na eni strani je performanka v formi predavanja skozi govor in sliko predstavljala množico dejstev in kvazi dejstev, to recimo lahko rečemo, da bi bilo pač na diskurzivni ravnini prve stopnje, o stanju današnje družbe ter podala predloge za odpravo problematičnih razmerij, izhajajoč iz agende izboljševanja sveta, medtem ko se je na psihološki ravni odbijal notranji boj med dvema Katarinama, rešiteljico in potrošnico, ki se srečata na klasični točki dramskega preloma. Ob tem ves čas poteka povezava med vsebino performansa in produkcijskim ozadjem in v bistvu ampak ta dvojnost je tudi zaradi tega, ker to, ko sem že prej rekla, teža, to se pravi, da to, kar je predstavljeno in hkrati napeljuje tudi ta teža izjav in teže molka, to, kar ni predstavljeno in preko gledalcev, vključitvo gledalca C v bistvu vzpostavlja to dvojno igro, ki ni dvojna samo v vsebini, ampak tudi pri formi. Potem je pa še tretji primer dala zelo na kratko in sicer aplikacija korpusa P. Tukaj sem pa opazila v bistvu pri enem takem, bom rekla, mogoče zelo enim takem stranskem primeru in sicer performer in izvajalec Neven Korda je v svojih performansih dostikrat povzroči, da postane on sam izvajalec in ujetnik lastnega koda, v katerem se stik z gledalcem nenehno prekinja. Kot ves čas uporablja svoje lastne preslikave in sicer skozi razne citate. To se pravi, da najbolj jasna postavka tovrstne ravnine je torej zahteva po odprtosti, po potencialno generiranju največjega števila možnih mnenjskih vektorjev N, kar lahko v primeru Nevena Korda v določenem kontekstu preslikamo v jezik specifične
fizičnosti in utrjevanja pozicije heterogene odprtosti polja, saj njegovi performanci segajo onkraj manifestacije vizualnega izrečenega, to se pravi, vedno deluje tudi neka prekinitev, ki je predvsem njegova lastna prekinitev, to se pravi, da ves čas nikoli ni popolnoma spolirano, ves čas je na nek način odprto in ti v bistvu včasih tudi ne veš, kaj se bo zgodilo, ampak ravno s tem, ko on sam vzpostavi svoje kode, vzpostavi tudi kode svojega lastnega prekinjanja. Zdaj bi šla pa res na tole, na odvod performativnosti in spremenjenih oblik performativnega in prehajam v končno tole tabelco, ki govori o povezavi med plastjo jezika in materializacijo funkcije. To se pravi, imamo to se pravi, imamo binarnost 1-0 in imamo in to prvo in drugo povezujem s področjem semiotike, ta drugo pa s področjem semiologije. In tukaj je meni glavna razlika, kako razlikujemo gledalce pri športu in umetnosti. To se pravi, pri semiotiki, področje športa, ne zahteva govorca, gre za notranjo plast jezika in semiotična plast, čist po definiciji, deluje kot nekaj znotraj jezikovnega, to se pravi, da se ne ukvarja z razumevanjem sveta. Znak je kot njen sestavni del vedno generičen, pojmoven, splošen, medtem ko so vse semiotične pozicije binarne in se v zadnji instanci izvedejo na plus ali minus oziroma na prisotnost ali odsotnost kot ključno distinktivno potezo. Pri semiologiji, skalarni produkt, pa zahteva teorijo subjekta in se vzpostavlja kot zunanja plast jezika in v bistvu to potem apliciram na umetnost. Se pravi, semantična plast jezika je torej vezana na nekaj zunaj jezikovnega, vselej meri na nekaj individualnega in partikularnega, kolikor vsak stavek, govorec, naslovnik opredeljuje posebne okoliščine. Izjavljanje je torej vselej singularno, vsak stavek je neponovljiv, enkraten, vezan na pogoje izjavljanja. Semantična plast torej predvideva pomnogoterjenje binarnih pozicij, o čemer vstopimo v mnoštvo relacij, v katerih ne delujejo več samo prisotno in odsotno. To ne pomeni, da so relacije kaotične, a kljub temu zahtevajo sestop iz semiotične plasti govorice oziroma mehanizma, ki deluje na podlagi binarnih razlik. Se pravi, šport je lahko vključen v umetnost, ne? Čeprav je poimenovanje dostikrat tudi pri športu, ko ne zmanjka jezika, da je pač to naredil umetnik. Zdaj pa sem še totalni pogled, kot primer totalnega semiotičnega gibanja, pač izpostavljen gibanje olimpizma. Olimpizem, vemo, že v stari Grčiji se je začel, pa je pa Pierre de Coubertin leta 1896, v bistvu, ko je bil rehabilitiran največji antični ritual, olimpijske igre moderne dobe. To se pravi, je bil pač cilj Pierre de Coubertina je bil ustvariti gibalni spektakljem s ciljem ustvariti religijo atletizma, kar je sčasoma pripeljalo do prvega globalnega dogodka v 20. stoletju. To se pravi, ne, da gre po eni strani za kvantifikacijo telesnosti skozi tekmovanja. Ne. Zdaj, pustimo to plačani pa neplačani. Zdaj pa tako, to se pravi razmerje med zmagovalci in poraženci, ne, to imamo binarno, zmeraj nekdo zmaga, drugi izgubi. Je utemeljeno na razlikah v rezultatu, ob čemer sta najpomembnejši prvini arbitrarnost rezultata in vloga športne skupnosti, reprezentanca pri določanju kompetence. Prvina, ki v tem kontekstu najbolj izstopa, je princip diferencialnosti. To se pravi, je tisto, kar dve ekipi ločuje, medsebojno razlikovanje, ki pa ga morata oba kolektiva v času performance na novo vzpostaviti in je zato arbitrarno. Tako določeno relacijsko razmerje sega onkraj obeh sistemov, obeh kolektivov, se pravi, vedno je definirano že odprej, ob čemer se v dogodku T strukturno opisuje gledalec C, ki se že vnaprej poistoveti bodisi z enim ali drugim akterjem, kolektivom. Dogodek T tako post festum s ključno vlogo komentatorjev dobiva razsežnost drame, z aspekti katere se podrobno ukvarja Lev Kreft. Se pravi, Lev Kreft tudi opredeljuje pač tudi razlikovanje polja, da se tukaj drama vzpostavlja s komentatorjem, ki potem dela dramo v športu. Ampak jaz sem pa pač probala iti po drugi liniji, pa sem v bistvu, ker drama se za moje pojme vzpostavlja post festum, ker ta komentator ni ta gledalec, ki je vključen v dogodek, ampak ki dogodek potem komentira. Se pravi, zdaj pa naprej, če smo si privoščili neko totalno gibanje kot
semiotični pogled, ne, pri katerem je ključna definicija oziroma ključna stvar, ki jo lahko jaz vam potegnem, da ni idej, so le razlike med njimi. Ne. Zdaj bi pa iz semiotike športa, kljub temu, ne, recimo, če smo pri pač scenskih umetnostih, sem potem naredila prevoj do semiologije giba. To se pravi, po eni strani imamo te prve igre moderne dobe o Atenah, ne, zdaj, in v bistvu tle si nisem mogla, če gledamo, kdo je vse izhajal iz stare Grčije, en konkreten primer sem mogla dobiti in to je bila recimo ta, ki mi je fascinantna že ves čas in sicer kdo je ne pozna, Isadora Duncan. To se pravi, ključno mesto za vznik svobodnega plesa, ki v idealu giba se pač vrača tudi k antičnim vzorom, ravno tako kot Pierre de Coubertin. In če izhajamo iz polja performativnega, tako razpoznamo dualnost kot razširitev binarnega kodiranja, opredeljeno z dvema tipoma potencialnostmi kot dvema vidikoma neskončnosti. In sicer težnjo po vzpostavitvi, Isadora Duncan, neskončno kolektivnega ob bok ideji izkončno individualnega, ki se v bistvu ravno iz tega rodi. To se pravi, ne, zdaj medtem, ko je pač se obudi v istem času, približno to deluje, obudi spektakel iz prehoda pač začetek 20. stoletja, spektakel olimpijskih iger z merljivimi materialnimi učinki se hkrati oblikuje razsežnost ne spektakla Američanke pač Isadore Duncan, ki s tem vzpostavi neke performativne temelje kot neka diskurzivna ravnina in se post festum vpliva na vzpostavitev polja sodobnega plesa kot samostojne discipline. Celota delovanja Duncanove, to se pravi vsa njena gostovanja, življenje, izjavljanje, še posebej je bilo pomembno izjavljanje v knjigi Moje življenje, in pojavnost, to se pravi sestavljajo nek diskurzivni krogotok, ki je očrtal okvire nove diskurzivne formacije, plesa kot kategorije, ki v bistvu opredeljuje diskurzivnost polja. To se pravi, ne, in jaz sem tukaj, na kratko pač povem, da sem, ker bom počasi končala, ker sem eno uro že govorim, ne, da ta performativnost jo pač ne jemljem, ne morem več misliti sploh, to je performance, zaradi tega, ker sem že skozi govorim o tem, da to je pač kategorija, ki je imela veliko razliko glede kdaj se pojavlja in kako je bila poimenovana, da se ta označevalec razvija čez celotno polje, ampak sem ravno zaradi tega sem šla šport, ker me malo bolj kot recimo sem šla v bistvu, ne, izpeljem sicer iz lingvistike, ampak grem potem v gib, ravno zaradi tega, da sem potem pokazala na nek način nadvojnost ideje pri športu, ki ostaja v svojem tekmovalnem duhu in v bistvu tej razlikovalni liniji semiotičen, pač zmaga, ki ga opredeljuje zmaga in poraz. Pri obeh tipih oboje pa potrebuje gledalca. In pri v bistvu umetnosti, ki ne, preko ravno množstva različnih pogledov govori o neskončnosti polja, ki ga v bistvu opredeljuje semiologija, razmišljanje, mišljenje, fikcijski univerzum in tako naprej. To se pravi, in jaz v bistvu zdaj pravim, jaz sem potem še to izpeljevala vse na ples, ampak pravim takole, da ne morem govoriti sploh o performansu kot takem, ampak o kategorijah performativnega in kategorije performativnega pa jaz lahko na vsakem dogodku, na vsaki predstavi, v bistvu se mi zdi, da sodobna umetnost brez tega več pač ne deluje in te kategorije se ravno v bistvu kažejo med tem, kako v bistvu, kako misliti ta polja, kako misliti polja, kako jih na novo povezati in mislim, da je gledalec seveda vključen kot konstitutivni element pri teh poljih, s tem, da mislim, da mora biti struktura teh polj zadosti kompleksna, da v bistvu se lahko tukaj gledalec premešča in misli na novo in ta polja sploh ustvarja. Velikokrat imamo v bistvu problem, če je stvar mogoče, da mogoče A pa B sploh ni vzpostavljeno, ampak je vzpostavljena samo neka kategorija A, od mene kot gledalca pričakuje, da bom pa v bistvu mislil na neodvisno kot A krat B, jaz pa B sploh nimam. Tako da, ja. Zdaj bom pa zaključila. To vse skupaj je bilo kot neko tako popotovanje, ki mi je dalo na neki malo drugačni ravni misli, da so stvari med sabo mogoče povezane malo bolj, kot si jih sicer recimo naš šolski sistem uči, da to mi je dalo tudi na nek način, da ja, seveda je porozno, nelogično, bom rekla, mestoma težko aplikativno, ampak vsem se mi zdi, da
če zaključim mislim, da je znanost in umetnost pač polje, ki generira, ki odpira, ki misli množstvo pogledov in seveda, ki generira pač ta mesta, ki pa jih mogoče ta družba ravno zaradi tega, ker manjka ta dogodek na katerem bi se mogli akterji skupaj srečati, da lahko sploh vemo, o čem govorimo, in ta dogodek dostikrat umanjka. In v bistvu, če pogledamo področje umetnosti in športa, se recimo i teh gledalcev in tako naprej, ki imajo že naprej vzpostavljena mnenja in ki pač prisostvujejo, seveda tudi zaradi komercializacije in tako naprej povečuje, in si želim, da bi se to zgodilo tudi v umetnosti. To je to. Kakšno vprašanje? Kaj pa odštevanje vektorjev? Jaz sem prišla do pozitivne definitnosti. Ne? Odštevanje je pač operacija, ki jaz v bistvu glede na to, da sem toliko želela oziroma da sem v iskanju pač te specifične razlikovalnosti sem mogla neke določene operacije seveda pač odstraniti. In nisem o tem razmišljala. Bi bilo pa fajn tudi o tem razmisliti, ja. Tukaj se gre samo za kaj? Za torej neka usmerjena količina? Se gre samo za eno kategorijo? Ja, jaz sem, v bistvu sem tako, ne, za ta usmerjena količina pač imaš fokus, ne. Ti, če pač prideš na dogodek pač imaš nek fokus in pač prisostvuješ neki pač situaciji in je seveda ta fokus, ta usmerjena količina, ta pozornost, ta pogled, ne. In zaradi tega sem v bistvu v tem vektorju sploh začela razmišljati, da moramo meriti, bom rekla, na ta način, da bi lahko govorili o nekih merljivih kategorijah, to se pravi, kakšna stopnja količine energije je sploh, ampak lahko govorimo samo v neki malo bolj abstrahirani formi, če recimo primerjamo ta pogled, to, ki posledično vzpostavi mnenje, kot neko funkcijo, ki je abstrahirana čez vektorje. Ne? In ja, lahko bi seveda tudi v daljici, ampak zakaj mi je vektor, ker ima neko oprijemališče v dogodkom Ja, lahko bi pa tudi pač, ne, s čim drugim, pa mogoče bi mogel še kaj, ne, tudi po moje na kakšen drug način izpeljati. Tako zaradi tega pravim, da je divje, ne. Ja, saj. Sem tukaj si gre, a kaj sam za primerjavo dveh mnenj? Lahko tudi več, da bi bilo več vektorjev, da imaš... Sej zaradi tega pač pravim tale, ne, jaz sem v bistvu šla iz dveh, ravno zaradi tega, zaradi razlikovalnosti. Veš, tudi ena moja stvar je, da pač argument oziroma da se lahko diskurs vzpostavi takrat, če imaš dve neodvisni mnenji. Če se preveč strinjaš, se ne moreš pogovarjati, ker ne moreš, mislim, lahko se seveda pogovarjaš, ampak ne boš proizvedel nečesa novega. Zaradi tega je to recimo, če je množenje, v bistvu mi je bilo na nek način ideja, da se v bistvu gre za neko strinjanje, ne, ki ne proizvede potem nekaj, kjer vznikne nekaj drugačnega, da se moraš vsaj deloma v določenih točkah ne strinjati, da lahko v bistvu pride neko neodvisno mnenje. In zaradi tega v bistvu pravim skalar, ker je skoti določen glede na ravnino. Ne? Zdaj pa ta kot odvisen, kako bi bilo to? Ja, to pa, ta kot, kako je pa odvisen, ja, to je pač nagnjenost, ne. To se pravi, to je pa v bistvu, ne, zdaj, ne vem, to bi lahko dal, ne vem, kategorijo vseh izkušenj posameznika, ki to gleda, ali pa družinskih razmerij, ali pa izkušenj pri gledanju, ali pa, ne vem, to je v bistvu, se pravim, da je pač odprt, ne. Ja.